frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Simon Franko, prihajate iz družbe BASF Slovenija. Govorili ste o ključnih izzivih v oskrbi regije, primer dobre prakse, in vi ste seveda predvsem z vidika naročnika govorili. Povejte nam zdaj ta primer dobre prakse oziroma kaj so ključni izzivi. Ja, naše podjetje je velik koristnik uslug logistike ali pa supply chaina. Smo globalno podjetje, veliko, približno 100 zaposlenih in pokrivamo na začetku verige, bi rekel, skoraj vse industrije. S tem, kar se mi ukvarjamo, je globalni biznis. To se pravi, zelo težko rečem, da so izzivi regije drugačni od globalnih izzivov, s katerimi se srečujemo. Seveda ima vsaka država, vsaka neka regija neke specifike, vendar bi rekel, da danes megatrendi ali pa globalni izzivi so zelo podobni tem, ki jih imamo mi v regiji. Glavni izzivi bi pa rekel, da so trenutno prvič povezani z standardi trajnosti oziroma ESG-ja, potem veliko več transparentnosti, veliko več angažiranosti pri zmanjšanju emisij raznih spoštovanju človekovih pravic v celi vrednostni verigi, potem glede resiliensa oziroma odpornosti. Danes se nam dogajajo disrupcije razne, od vojn do okoljskih nesreč, do določenih nesreč pri transportu, ki morajo posledično pomenijo to, da se moramo zelo hitro prilagoditi. Zapravo ta resilience. Tretja stvar, ki je velik izziv, je, kako bomo se soočali da vse te podatke zbiramo na hiter način, da se znamo odločati pravilno in da znamo optimizirati svoje poslovne procese, se pravi digitalizacija. In četrti, da naši kupci na koncu nas na globalnih trgih vzamejo kot ponudnika rešitev, se pravi, da smo vse to dostavili, plus bili na koncu konkurenčni in jih zadovoljili s svojimi potrebami. Ampak prav ta ESG, ki pomeni Environment, Social pa Governance, na nek način predstavlja, kot sem lahko razbrala na tej okrogli mizi, tisti največji problem, ker tako je bilo rečeno, še pred leti je bilo to lepo imeti, danes je pa obvezno imeti. Ja. Prvič rekel, ESG ali trajnost, ker indikatorji so zelo podobni, čeprav v bistvu prihaja bolj ESG iz finančne industrije, so danes sigurno nujnost, ker je ogromno zakonodaje, ki se je med tem sprejela, ki nas obvezuje kot globalno podjetje ali pa evropsko podjetje, da delamo po nekih novih regulativah. Kar je po svoje tudi prav, mi se soočamo z klimatskimi spremembami vsak dan in se vedno več jih bo in soočamo se z nekimi situacijami tudi glede social, da se na nekih področjih sveta človekove pravice ne spoštujejo dovolj. In da tudi težko tekmujejo podjetja, če imaš različna pravila igre. Tako da jaz podpiram v bistvu zakonodajo, ki vzpostavlja večjo odgovornost podjetij v celi vrednosti verigi z vidika ESG ali Lieferketten Gesetz. Vendar pa pomeni za podjetja to en velik izziv, kako bomo vse to zagotovili, kako bomo vse to spoštovali in pa tudi preverjali vso, verigo in dobaviteljev in naših kupcev. Kaj to pomeni z vidika due diligence oziroma skrbnega pregleda, kako to točno bo potekalo v praksi. Predvsem je pa velik izziv na področju environment, ker sem jaz zelo skrbljen, ker environment je zame tisto področje, kjer nas trenutno klimatske spremembe zadevajo z eksponencialno hitrostjo, to zbravo bomo mogli zelo hitro se spreminjati kot družba ali pa podjetja. Po drugi strani imamo pa zelo počasne procese odločanja. Od držav do podjetij ne moreš zagotoviti energetsko transformacijo nekega podjetja preko noči, če pa rabimo 10 let za dovoljenje za vetrno elektrarno. Se pravi, tukaj bi mogli imeti več dialoga in tudi kot družba se odločati, da rabimo neke stvari iti po neki hitri poti, kako bomo lahko zagotovili ta ESG standarde. Še to, mogoče večkrat me vprašal, kako zame izgleda poročanje, CSRD direktiva Evropske unije. Jaz vedno pravim, poročanje je na koncu najmanjši problem, če imaš kaj poročati, če si kaj naredil.
Poročanje seveda bo nujno zelo, ampak veliko bolj pomembno kot samo poročanje pa je, kot pri finančnih izidih ti lahko poročaš, ampak če imaš ti zgubo, verjetno nisi atraktiven za nikogar. Ne za delodajalce, ne za svoje delavce, ne za banke, ne za partnerje. Če ti ustvarjaš nek konstanten prihodek oziroma dobiček, si atraktiven partner. Isto bo za direktivo nefinančnih pokazateljev, to se pravi, če boš ti znal pokazati, da z leta in leta napreduješ, da z leta izboljšuješ tvojo vrednostno verigo, boš v prihodnje vključen v igro globalnih podjetij, v nasprotnem primeru se bojim, da ne boš. In podjetja, ki mislijo, da je to samo ena modna muha, mislim, da se motijo. No, ker že danes podjetja, ki poslujejo s podjetji v tujini, morajo poleg tega finančnega poročila pripraviti tudi to okoljsko poročilo. In zdaj se to obeta tudi drugim slovenskim podjetjem, manjšim podjetjem, celo inšpektorji se izobražujejo. Ampak povejte nam, kaj vse nas čaka? Torej, poleg bilance še okoljska bilanca, ali kako? Ja, poleg finančne bilance nas čaka še en kup drugih pokazateljev, mislim, da jih je trenutno 1100. Podjetjem ne bo treba poročati v 1100 dodatnih pokazateljev, vendar se bodo mogli opredeliti, katera so za njih bistvena, na katera oni imajo vpliv in katera vplivajo na njih, in imeti to neko strategijo razdeljeno. Kako vplivajo oni na okolje oziroma na ESG, social and governance, in kako njih to vpliva, če se nekaj zgodi. To se pravi, tukaj pozivam podjetja in res, da se o tem pozanimajo, da kljub vsem krizam in vsem problemom, ki jih imajo v podjetju, vzamejo čas in naštudirajo to in razmislijo, ni to zdaj rocket science. Da je zdaj mogoče rabiš za vsako podjetje nekega strokovnjaka, konzultanta. Ampak treba se začeti pripravljati pravočasno, ker bo ta stvar se samo stopnjevala in že danes so ogromne količine novih zakonov z različnih perspektiv, pa še to bi rekel, pa ne samo v Evropi. Ta stvar se podobno dogaja tudi primer ESG je prišel v bistvu iz ameriške finančne industrije. Se pravi, ni samo to zdaj sama situacija v Evropi, ampak je dejansko tudi globalna. Tudi Kitajska, ki so po eni strani omenjali kot zelo, mislim, da se tega ne drži, po eni strani opažamo, da tudi oni, naprimer, se vodeči v proizvodnji električnih vozil tudi zaradi tega, ker imajo sami težave z onesnaženim zrakom. Jaz sem tudi, ko sem bil na Kitajskem, to je tako onesnaženje zraka, da ljudje niso zadovoljni. Ti ne moreš kot neka inštitucija reči, mi se pa te igre ne gre. To je res, se mi zdi, globalni proces, je pa res, da Evropa želi biti tukaj naprej in da evropski standardi so bolj zahtevni kot so ostali. Koliko bo vse to vplivalo na ceno logistike? Če bi vedel na to vprašanje, mogoče ne bi sedel tukaj, ampak zdaj, jaz verjamem, da se bo cela ta transformacija nekje pokazala na končni ceni proizvodov. Sprav, kar je po svoje tudi prav. Mi ne moramo, v bistvu ne kupujemo stvari, da so najcenejše. Da v bistvu moramo gledati veliko več stvari, kot pa sam kaj je najcenejše. Sprav, od kvalitete proizvoda, kako se zauzema neko podjetje za svoje delavce, za svoje partnerje, za svoje dobavitelje, za svoje kupce. In ta del, na koncu tudi product carbon footprint, o katerem sem govoril, ki ga bomo znali transparentno izračunati in primerjati, bo ena izmed stvari, ki bodo vplivali na naše nabavne oziroma kupne navade v prihodnje. Kar pomeni, da bomo mi že danes lahko nudimo izdelke, ki so z običajnim izpustom CO2, z polovičnim, zmanjšanim in kakor imamo celo plejado. To in na to vpliva na cen, kot so plačilni roki en izmed pokazateljev. In ta del, verjamem, da se bo vse bolj izpostavljal, to se pravi dobavitelji, logistiki, ki bodo reševali določene težave, ki jih imamo, od tega resiliensa, da se hitro prilagajajo, transparentnosti do izpustov in spoštovanja vseh ESG, bodo imela prednost in višjo ceno. Kako bo pa to vplivalo na samo ceno, pa začetko ceno. V predavanju ste omenili še eno zanimivost glede umetne inteligence, to so tako imenovani digitalni dvojčki. Povejte nam kaj več o tem. Ja, zdaj, davno sem omenil, da pri nas je v kemijski industriji varnost na prvem mestu. Zaradi tega, ker zelo hiter z neki splet okoličin, nesrečnih splet okoličin, se zgodi nesreča
in nesreča je ponavadi res katastrofalna. Se pravi, izguba človeškega življenja zaradi tega, ker mala molekula, ki ti nekje uhaja, eksplodira. Se pravi, na teh področjih nikjer na svetu ne delamo kompromisov in to nam je povzročalo velike glavobole, ko smo šli na neko novo tržišče osvajati. Tudi sam sem doživel te izzive. Naprimer, v Severni Afriki nismo našli primernega skladišča za skladišče naših celi Severni Afriki, ker so standardi drugačni, kot jih mi zahtevamo in nismo naprej. No, zdaj, naprimer, ena izmed metod, ali pa ki smo naredili mi, je to, da imamo skladišča, kjer ni kisika, kjer se ne more nič vneti ali pa eksplodirati, in potem v takih skladiščih, jih imenujemo dark warehouses, človek ne more delati, ker je v bistvu ni kisika in je hitra, intervencija težka. Zapravo mi v takih skladiščih potrebujemo vso manipulacijo avtomatizirano in po drugi strani, da operater, ki spremlja, kaj se dogaja, sedi zunaj oziroma za nekim računalnikom. Pa ne samo v skladiščih, ampak v celih tudi tovarnah. Vedno bolj so tovarne popolnoma avtomatizirane in tak proces je potreben, oziroma upravljamo preko tako imenovanega digital twina. En pogoj, da digital twin dela, je, da so senzori na vseh možnih napravah oziroma ventilih. Drug pogoj je, da imamo 5G frekvenco v tovarnah, kjer smo jo zakupili, in tretji pogoj je na koncu, da imamo nek software, ki nam omogoča v bistvu gledanje v ta digital twin, s katerim pa upravljaš na ta proces avtomatsko. In to, ne samo to, da s tem si omogočaš upravljanje v živo, vendar tudi lahko potem simuliraš določene situacije in se na podlagi simulacij odločaš, kaj je boljše, ali pa tudi kaj je bolj trajnostno, ali kaj je bolj varnostno. Vseh teh digital twinih je ravno to prednost, da ti omogočajo simulacije. Tudi kako ocenjujete stanje logistike v Sloveniji, predvsem pa odnos države in neke strategije, ki je očitno ni? Jaz bom tukaj kar kritičen, ker Slovenija ima eno izjemno prednost, geostrateško pozicijo na sredini Evrope. Imamo morje in imamo dostop do največjih industrij. Ne vem, jaz sem v 5 urah v Münchnu do Bavarskem, kjer je ogromno neke pamet in podjetij. Mislim pa, da strateško to prednost ne znamo dobro izkoriščati. Prav, povezava železniška, povezava avionska, povezava mogoče še najboljše, mogoče z ladja, ampak ladja pride do Kopra in kaj potem. Se pravi, tukaj mislim, da bi Slovenija rabila drugačno vizijo in hitrejšo, bolj hrabro neko strategijo, predvsem bi omenil železnice. Mi včasih poskušamo peljati robo iz železnice iz Nemčije do Slovenije ali pa še naprej Hrvaška ali Srbija in zaenkrat je to nemogoče. Poskušamo nekaj smo uspeli doseči. Pa še tukaj bi rekel, da ne s pomočjo slovenskih partnerjev, ampak švicarskih, nemških. Zakaj? Zakaj? Zapravo, po eni strani je to velika priložnost, da spremenimo, ampak moramo se hitrejše obračati, kot pa se trenutno na podlagi drugega tira. Da bi še navedel, kot spet kritiziramo. To Kitajci zgradijo hitrih tirov, če bi mi samo 1% tega zgradili v enem letu, bi bili super moderna država. Pa ne sem tukaj, tudi Italija je naredila ogromen napredek, danes se sedaš v Trstu, si v Rimu z nočnim vlakom, ki gre 300 na uro, ali Španija, kjer moji kolegi delajo, in so ogromen naredili na infrastrukturi železnic. Tako da tukaj bi pozval, da se razmisli in da se ta strategija transporta v Sloveniji spremeni, ker po drugi strani pa še to. Mi v Sloveniji vozimo vso robo s kamioni in to se nam zdi normalno. En pas avtoceste je namenjen v bistvu raznim kamionom. To ni niti trajnostno z vidika emisij, emisije so ogromne, niti z vidika uničevanja cest. Pa tudi v prihodnje, poklic šoferja verjetno ne bo ravno najbolj zaželjen. In še vprašanje, kaj se bo zgodilo z nekimi samovozečimi vozili naprej, kar pomeni, da mislim, da moramo, če hočemo biti bolj trajnosti in biti konkurenčni svetovnemu gospodarstvu, pa regijskemu gospodarstvu, se moramo predvsem osredotočiti na bolj trajnostne metode transporta, na primer železnic. Lahko za konec še ocenite ta kongres?
Ja, jaz sem na kongresu prvič, ampak tudi nisem bil čist prepričan, da mi bo koristen. Zdaj, ko vidim, kaj so bile teme, mislim, da je zelo koristen in zelo nujen za vsakega general managerja, ker je to en pomemben del poslovanja podjetij. Se pravi, ko prevažamo stvari po svetu in kakšen je tudi ESG strategija, moramo delati skupaj in se pogovarjati in imeti nek skupni glas. Tako da sem zelo vesel, da sem. Gospod Simon Franko, najlepša hvala za komentar. Hvala za vabil.